Lepo pozdravljeni. Na svetu deluje 300 katoliških univerz in čez 1000 drugih katoliških visokošolskih ustanov. Ena takih, Katoliški inštitut, deluje tudi v Sloveniji. Kakšno intelektualno moč predstavlja? O tem se tokrat pogovarjamo z gostoma. To sta docent dr. Mitja Steinbacher, dekan Fakultete za pravo in ekonomijo, in profesor dr. Andrej Fink, zaslužni profesor. Z nami prek spletne povezave pa je tudi Monika Gorjan, nekdanja študentka pravnih in poslovnih ved na Katoliškem inštitutu oziroma na pripadajoči fakulteti. Torej, za začetek, gospod dr. Mitja Steinbacher, vi ste dekan Fakultete za pravo in ekonomijo. Povejte nam, kako je zdaj, kakšna je povezava med Katoliškim inštitutom, to fakulteto, študijem ekonomije, prava, poslovnih ved in tako naprej. Lepa hvala za povabilo, gospa Petrovčič. Z veseljem sem se udeležil vašega vabila na sodelovanje v oddaji. Zdaj, glede vprašanja o povezavi med Katoliškim inštitutom, Fakulteto za pravo in ekonomijo, se pravi, zdaj Katoliški inštitut je ustanovitelj Fakultete za pravo in ekonomijo. Zdaj, fakulteta pa ta hip ponuja 3 študijske programe, torej 2 magistrska in enega dodiplomskega. Dodiplomski program je torej klasičen program ekonomije za izobrazbo torej univerzitetnega ekonomista oziroma ekonomistke. In magistrska programa sta pa 2, in sicer poslovne vede in pa pravo. Zdaj, povezava med inštitutom in fakulteto je tako nekako, kako naj rečem, pravno sicer določena in postavljena, ampak tako, če si predstavljate, smo zelo majhna ekipa, torej v organizacijski shemi fakultete in inštituta, tako da nekako so te vezi relativno zabrisane v bistvu v praksi, vsakodnevni praksi. To pomeni, da pravzaprav ne ločimo tako izrazito na poslanstvo inštituta in poslanstvo fakultete, saj gre za skupno poslanstvo v bistvu vseh, torej, ki delamo za razvoj katoliškega visokega šolstva pri nas na Slovenskem. Tako da morda toliko zdaj za uvod. Ja, torej zdaj, da razčistimo, prej smo rekli, na svetu deluje 300 katoliških univerz, to še ni katoliška univerza. To sta 2 katoliški fakulteti, ali 3, kako je s tem? To še ni katoliška univerza, to je za zdaj ena katoliška fakulteta, ki pa ima programa z področja ekonomije in prava, kar bi lahko tehnično nekako relativno preprosto vzpostavili 2 fakulteti. Ja. Zdaj, je pa res, tako kot ste, torej, kot izhaja iz vašega vprašanja, gospa Vida, torej, je potrebnih zdaj, mislim, 3 oziroma 4 torej fakultete, da torej nekako oziroma so zakonsko določeni pogoji, torej v zakonu o visokem šolstvu določeni pogoji, ki nekako določajo kriterije, po katerih lahko nekako ustanoviš univerzo. In res je nekako ambicija v nekako prihodnosti zgraditi torej katoliško univerzo. To se pravi, recimo, če bi zdaj rekli, razdelili to na 2 fakulteti, kot ste rekli, potrebujete še 2, recimo, 2 tematiki, da rečem. To bila lahko sociala, zeleno, ekologija. Kaj točno bi lahko še oblikovali kot svojo fakulteto? Zelo zanimivo vprašanje in izredno s tem se veliko ukvarjamo, pravzaprav tudi precej našega človeškega kapitala usmerjamo v razmislek o tem, kako pravzaprav naprej. Sicer jaz nimam formalnih pristojnosti na inštitutu, sem kot dekan Fakultete za pravo in ekonomijo, tako da me prvenstveno sicer nekako odgovornost od mene terja razvoj fakultetnih programov, tako da to vprašanje se navezuje na poslanstvo inštituta, ki je kot ustanovitelj, ker inštitut bo ustanovil nove fakultete, ko bo enkrat do tega prišlo, je pa res, da skušam kar se da pomagati, sodelovati v tem razmisleku in je eno izmed idej oziroma nekako, kako ne rečem, ambicij vzpostaviti program z področja humanistike. Zdaj točno, kakšen program je še morda prezgodaj povedati, ko pa bo tako daleč, vas bomo seveda o tem obvestili. Dobro, z nami je prek spletne povezave gospa Monika Gorjan, nekdanja študentka pravnih in poslovnih ved na tem Katoliškem inštitutu oziroma eni od teh fakultet. Gospa Monika, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Ja, vprašanje za vas je, zakaj ste se odločili za študij na tej Katoliškem inštitutu oziroma njihovi fakulteti? Torej, nekako v zaključku moje gimnazijske poti sem jaz imela kar precejšen izziv z odločanjem, na katero fakulteto bi se vpisala.
ker sem se nagibala tako nekaterim naravoslovnim smerem kot nekaterim družboslovnim. Sprva ekonomija na začetku ni bila v mojem prvem planu, sem pa imela prijateljico, ki je hodila na Katoliški inštitut in mi ga je zelo priporočala. Potem so se okoliščine pri meni malo spremenile in sem začela razmišljati o ekonomiji, tako da sem se na koncu odločila med vpisom na Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani in med Fakulteto za pravo in poslovne vede na Katoliškem inštitutu. Ne spomnim se pravzaprav prav natančno, kaj na koncu utehtalo, da sem se odločila za Fakulteto za pravo in poslovne vede. Sem pa precej hitro ugotovila, da sem tam, kjer moram biti, ker so mi v prvih 2 mesecih prav vsi predmeti zelo prirasli k srcu in sem poprijela študij z nekim zagonom, pogumom, zaupanjem in najpomembneje z zanimanjem. In ravno to, da študiram nekaj, kar mi je všeč, kar me zanima, mi je prineslo veliko osebnega zadovoljstva in mi pokazalo nek smerokaz na moji karierni poti, kam približno želim iti. Osebno zadovoljstvo na čem je temeljilo? Osebno zadovoljstvo je temeljilo na tem, da v bistvu oziroma zasluge tega osebnega zadovoljstva in dobrega počutja na tej fakulteti prepisujem v veliki meri profesorjem. Večina le-teh prihaja v akademski svet za veliko mere prakse, tako iz privatnega kot javnega sektorja, iz različnih pozicij, področij, tako da so bila predavanja skozi celoten študij obogatena s primeri iz resničnega sveta, torej iz prakse, kjer se je nekako naša učna pot iz teorije nadaljevala v grajenje nekega kritičnega razmišljanja. Pri tem bi rada dodala, da ima fakulteta zelo pisan program, tako da te opremi z poslovnim znanjem, znanjem ekonomije, prava, marketinga, informatike, angleščine in filozofije, ki menim, da paše prav vse pore našega sveta in se mi zdi zelo pomembna za neko širše poznavanje, delovanje in razvoja sveta, teorij in vsega pač, kar poznamo. Zdaj, naslednjo kakovost fakultete za pravo in poslovne vede, ki bi jo izpostavila, je majhno število študentov, kar pomeni neko popolnoma drugačno dinamiko, kot jo doživljam sedaj na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer sem na magistrskem programu. Ker so se nam lahko profesorji na Katoliškem inštitutu posvetili in prišli naproti tudi pri predmetih ali snoveh, do katerih smo morda imeli iz preteklosti kakršnekoli zadržke, odpor, in nam preko svojega načina poučevanja, dela približali te tematike in nam nekako pomagali, da smo te izzive pač premagali. Kar mi je bilo še zelo všeč na tej fakulteti, je to, da je bilo zelo jasno vidno, da je profesorjem mar za študente, da so jasno izrazili, da nam želijo dati neko znanje, da nas želijo opremiti. Poleg tega pa so si tudi izven predavanj vzeli čas za nas ob kakšni kavi ali pa če smo šli pogledati kakšno podjetje, kako deluje v praksi, in nas povprašali po naših ambicijah, kaj nas zanima in delili tudi z nami njihove začetniške poti. In če te o tem povpraša in deli svoje misli nek profesor, ki je bil morda kdaj kakšen funkcionar ali pa na kakšnem pomembnem delovnem mestu, na kakšni pomembni poziciji, ti torej seže tako v srce in ti je prijetno, ker te ima za nekako enakovrednega in ker mu je mar zate, no. Tako. Torej, glede na to, da gre za katoliško fakulteto oziroma bodočo katoliško univerzo, kaj je pri tem študiju katoliškega? O tem sem razmišljala, pa sem malo težko prišla do odgovora. Zdaj imamo pač ta predmet, ki se imenuje filozofija, ki jo druge fakultete nimajo. Ni toliko poudarka na religiji, seveda jo pa pač opredeli oziroma nekako smo se učili, iz kje prihajajo ločnice različnih političnih teorij,
tudi pač verskih, ampak več kot to res ne bi znala poudariti. Zato, ker tudi recimo, če primerjam sedaj z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani, se tam učimo pač teorije. In se mi zdi, da ni neke razlike med tem katoliškim pridihom. Morda lahko rečem, da je na Katoliškem inštitutu so nas prikazali nekako vse smeri razmišljanja in teorino, še posebej skozi ta filozofski predmet. In zakaj ste se odločili zdaj za magisterij na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani? Odločila sem se zato, ker me je zanimalo, kaj mi lahko da pa ta fakulteta, torej ekonomska. In odločila sem se tudi zato, ker sem si želela še malo več samih ekonomskih predmetov. Zdaj je na Fakulteti za pravo in poslovne vede je program prenovljen. V tistem času, ko sem jaz obiskovala, je bil velik poudarek na menedžmentu, na marketingu in na pravu seveda. Jaz sem si želela, nekako sem našla neko zanimanje za čisto ekonomijo, tako da to je bil tudi neka moja ideja, da bom na Ekonomski fakulteti malo več programov in ponujajo malo več mogoče ekonomskih teh predmetov. Poudarjam pa še enkrat, da je zdaj trenuten program na fakulteti drugačen in so se tudi približali tej bolj ekonomski stroki. Torej, kakšne so zdaj vaše možnosti za zaposlitev? So večje, ker imate v tem svojem življenjepisu, da tako rečem, napisan tudi ta Katoliški inštitut oziroma Katoliško fakulteto ali ne? Kako je s tem? Ja, dejansko ali se kdo ob tega dotakne, to opazi, ne vem. Tudi ne vem dejansko, koliko ljudi to poznajo v Sloveniji, če piše samo Fakulteta za pravo in poslovne vede. Morda sem se kdaj bala, da bo to kakorkoli vplivalo. Zdaj res ne morem trditi, da mi prinaša slabše ali boljše možnosti. Dejstvo je, da trg dela je ta trenutek tak, da moraš ti na licu mesta pokazati svoje znanje, spretnosti, predvsem pa voljo do dela in željo po učenju, ambicioznost. Tako da, če to pokažeš delodajalcu, službo imaš, ne glede na to, iz katere fakultete si. Tako je ta trenutek stanje na trgu dela. Sicer pa ste naleteli kdaj na odziv na to dejstvo, da ste študirali na Katoliškem inštitutu, na kakšen nepričakovan odziv? Ja, bil je en odziv, samo komentar zanimivo in da sem malo povedala o tej fakulteti, tudi vprašali so me v tem podjetju, kakšna je pa razlika v primerjavi z Fakulteto za ekonomijo v Univerzi v Ljubljani. To je bilo pa to, no, drugi se pa niso toliko ob tej informaciji ustavljali. In razlika je očitno v tem predmetu filozofije, ali kako? Ne, razlika je tudi v samem načinu dela, odnosi študent-profesorji. Vse skupaj je malo bolj na osebnem nivoju, kar je popolnoma razumljivo, zato ker na Ekonomski fakulteti je nas v predavalnici 300, recimo za tiste temeljne predmete, kjer so vse smeri združene, medtem ko nas je tukaj bilo pač 10. In to se na dinamiki pač predavanja, odnosov, kako se stvar naučiš, koliko pride informacij do tebe, se pozna. Razlika je pač tudi to, da se ustvarja neka skupnost med študenti, med profesorji, ker so ti profesorji lažje dostopni, ker si dejansko v nekem osebnem stiku cel čas skozi predavanja, debatiraš, lažje prideš na vrsto za vprašanja, za odgovore, za
pobude, ideje, poglede svoje, kakor pač v neki množici ljudi. Ne? Tako da to je bistvena razlika. Gospa Monika Gorjan, najlepša hvala za vaš komentar in želimo vam veliko uspehov na vaši službeni poti, ko boste enkrat šli v službo in seveda tudi pri študiju. Nasvidenje. Hvala lepa. Nasvidenje. No, to je bilo pa kar precej pohvalnega, ne? Doktor Andrej Fink, torej vi ste obiskovali tudi Katoliško univerzo in tudi predavali, kajti vi prihajate iz Buenos Airesa, ste otrok teh izseljenskih staršev, ki so šli takoj po drugi svetovni vojni in ste se s soprogo leta 2017 vrnili v Slovenijo, tam ste bili pa poleg tega, da ste bili predavatelj, tudi odvetnik. Torej, povejte nam kaj več o teh katoliških univerzah, ki delujejo v svetu, v čem je ta razlika in kaj je ta ideja, kaj zdaj pravzaprav gradimo v Sloveniji s tem katoliškim inštitutom? Ja, najprej hvala lepa tudi z moje strani za povabilo. Naj se navežem na zadnji del vašega vprašanja, kaj Katoliški inštitut oziroma bodoča Katoliška univerza v Sloveniji lahko doda Sloveniji. Jaz mislim, da je glavna misel je v tem, da s tem pomagamo širiti miselni prostor v Sloveniji. Pluralizirati miselni prostor v Sloveniji. Mislim, da je to glavna točka, glavni smotor vsega. Kajti univerza in smotor univerz na splošno je v tem, da formira, da oblikuje, da se lepše izrazim, oblikuje miselni prostor neke države, neke skupnosti, neke družbe. In k temu mi iz Katoliško univerzo skušamo pomagati in še bomo. To glede na zadnji del vašega vprašanja. Zdaj, glede na prvo, jaz sem sicer diplomiral v Buenos Airesu na državni univerzi, ampak potem sem postal tam profesor za teorijo o državi. Istočasno sem pa postal profesor tudi na Argentinski katoliški univerzi s sedežem v Buenos Airesu. Kajti v Argentini in tudi po svetu je več katoliških univerz, ampak v Buenos Airesu je največja in najmočnejša. Začelo se je zelo skromno, ampak danes ima ta Katoliška univerza res en ogromen kampus, kot se temu reče, je velika poslopja, res velike avle, velike predavalnice in zelo dobre izbrane profesorje. No, in tam sem pa potem jaz tudi bil profesor tako na državni kot na katoliški. In je bila že tam razlika med državno in katoliško? In je bila že tam razlika. Jaz sem jo čutil, kajti so bili dnevi, ko sem predaval recimo na državni, pa sem šel na avtobus 4 ure, pa sem izstopil pred katoliško in predaval na katoliški. In kolikokrat se je meni nekako v glavi naredil en, ne vem, če se to tukaj lahko reče, en klik. Zdaj moram pa prestaviti. Na kaj? Na kaj, kako in v čem je zdaj razlika mojih predavanj na državni in na katoliški. Dejansko v mojem vedenju in v moji glavi se ni nič spremenilo. Samo vedel sem, da je ambient, da je milje, kot bi se reklo, malo drugačen, ali pa včasih kar precej drugačen na državni kot na katoliški. Na državni sem imel 50-60 slušateljev pri vsakem predavanju in sem imel noter zelo raznolike študente. Skoraj bi rekel katoličanov, bi rekel, če se iz tega vidika vprašamo, relativno morda malo, sicer nihče ni povedal, kaj je, samo jaz sem povedal. Veste, da boste vi vedeli, jaz sem katoličan, tako da boste vedeli. Lahko bi bil jud, lahko bi bil musliman, lahko bi bil kristijan, ampak ne katoličan. Jaz pa povem, da to zato, da boste vedeli, koga imate pred seboj. Jaz sem tako iskreno in odkrito to govoril, ker je bila ta možnost zelo absolutno odprta. In smo se odlično razumeli. Jaz vam rečem, jaz sem imel veliko večje kako bi rekel, občutke zadoščenja na državni kot na katoliški. Na katoliški sem pa vedel, kakšne študente imam približno pred seboj. Smo se tudi
smo se seveda tudi razumeli, ne? Ampak skoraj bi rekel, večja plodnost mojih izvajanj sem jo jaz včasih našel na državni, ampak seveda državna, pluralna. Ne državna, zakalopirana v enem ozkogledem podajanju stvari. Ne? No, povejte nam kaj več o tem. Rekli ste, da želite širiti ta prostor. V čem je slovenski intelektualni prostor ozek? Ja, očitno so zgodovinske pogojenosti. Ne? Po letu 1945 je Slovenija v Jugoslaviji bila v nekem... Ne vem, če je beseda mehurček preveč enostavna, pa preveč preprosta beseda. Pač nekje smo bili noter zaprti tudi v mnogo čem, in je bilo treba delati v tistem kalupu. V tistem. Zdaj, to je očitno pogojevalo vse, popolnoma vse. Posebno še miselni prostor na univerzah. In kot rečeno, je bilo vse to pogojeno. Zdaj, po osamosvojitvi pa po demokratizaciji je bila možnost odprtosti pač je sploh nastopila možnost, ki je prej ni bilo. Ampak potem se je pa to počasi širi. Danes ugotavljam, da se ni še dovolj razširilo, ne? In da imamo, kot ponavadi rečem, imamo pri nas v naši družbi in v naši državi še preveč ostalin prejšnjega sistema. Doktor Steinbacher, vaše mnenje, kam bi se še morala ta intelektualna miselnost, elita, če tako rečemo, razširiti, na katere poglede, česa ni pri nas? Izredno aktualno vprašanje, praktično vse skozi. To je tudi ena izmed v jedru, usidrano v poslanstvu univerze, odpira prostor, kot je profesor Fink prej lepo povedal. Ne? Se pravi, v čem? Zdaj, če me vprašate recimo kot, se pravi, opazovalca družbenih razmerij v družbi, da morda tukaj nekako skušati odgovoriti na to dilemo v resnici, oziroma na ta test časa, kot mu lahko rečemo. Se pravi, smo zrela družba, smo nekako družba, ki je nekako presegla, oziroma ki je nekako zmožna plodnega soočanja z z različnimi intelektualnimi, recimo temu, izhodišči, oziroma z različnimi pogledi. Smo sposobni odprto govoriti o različnih temah. Se pravi, zdaj rekel bi, da je prostor v Sloveniji, če tako nekako, če sem usmerjen v razvoj univerz, kot se je nekako zgodil po osamosvojitvi, oziroma tem momentu, ki se je ponudil za razvoj univerzitetnega visokošolskega prostora, potem bi rekel, da smo precej za časom. Se pravi, nismo naredili dovolj. Kaj mislim s tem? Preprosto to nekako tudi, ko hodim po svetu, ko se nekako srečujem z znanstveniki, raziskovalci po svetu, opažam to razliko morda še nekoliko bolj. V čem je, kaj hočem povedati? Gre za to, da pravzaprav je nacionalna univerza, oziroma ta sistem visokega šolstva v Sloveniji izrazito močno centraliziran. To pomeni v praksi, da pravzaprav ves človeški kapital, ki je nekako pa potencial po nekem neodvisnem raziskovanju, je na tak ali pa drugačen način vezan na to, kaj počno državne univerze. In tudi močno v rokah držijo vzvode, ki se nekako, ali pa dajmo reči, nekako odločilno vplivajo na kriterije kakovosti v visokem šolstvu, v slovenskem visokošolskem prostoru. Pa vsi ti kriteriji so kar primerljivi tudi z mednarodnimi, ampak, a veste, vsakodnevna implementacija, kdo je kje, nenehna potreba, bi človek temu rekel, po dajanju oznak, a ti si katoliški, ti si komunističen, ti si bolj takšen, ti si drugačen. Te delitve, ki so zelo prisotne, imajo potem lahko tudi odločilno vlogo, ko gre za implementacijo teh standardov, ki so bolj ali manj prevzeti iz razvitega sveta, oziroma prihajajo od območij, kjer so pravzaprav ta test že naredili, ker imajo
raziskovalni prostor konkurenčen, pluralen, torej izrazito dinamičen, ne, se pravi Anglija, ZDA, standardi pač prihajajo od tam. Ne. Torej zdaj, rekel bom, da smo torej premalo naredili v smeri torej, odprtja slovenskega visokošolskega prostora oziroma v smeri njegove, dajmo reči, torej v navednicah pluralizacije, kako se to sliši, kot je prej profesor Fink že nekako nakazal. No, mi smo prosili še za eno mnenje, to je gospod Darko Lavrič, magistrski študent poslovnih ved na Katoliškem inštitutu, nam je pa takole seveda sporočil svojega dopusta svoje mnenje, pa poglejmo in poslušajmo. Dober dan, dovolite, da se uvodoma predstavim. Sem Darko iz Loškega Potoka, star sem 45 let. Za magistrski študij poslovnih ved sem se odločil iz želje po osvojitvi novih spoznanj. V času odločenja sem se po naključju srečal z znancem, ki mi je svetoval izbiro fakultete za pravo in ekonomijo. Saj jo je tudi sam obiskoval v tistem času. Imel sem srečo, da se je najino srečanje zgodilo ravno v tednu, ko so po fakultetah organizirali in tekli informativni dnevi, tako da sem se na infodnevu, to je bilo leta 2019 februarja, lahko tudi sam prepričal glede ustreznosti te fakultete osebno zame. Ker sem imel že izkušnje s študijem na ekonomski fakulteti v Ljubljani in sicer izpred več kot 20 let nazaj, sem relativno hitro opazil zame zelo pomembno razliko. Na ekonomski fakulteti nas je bilo takrat v prvem letniku visoke poslovne šole cirka 300, tukaj pa so skupine zelo majhne, tja nekako do 10 študentov. Ravno majhnost skupin pa omogoča profesorjem praktično individualno obravnavo posameznega študenta. Prepričan sem, da je ravno individualna obravnava, seveda poleg lastnega napora študenta, ključna za osvojitev znanj, kar je primarni cilj vsakega, ki se piše na fakulteto. Magistrski študij je po mojem mnenju zelo kakovostno sestavljen. Po moji oceni brez nekih predmetov, ki bi bili sami sebi namen. Fakulteta daje velik poudarek etničnemu odločanju, ki ne bi ga študenti uporabljali potem nekako čez čas, ko bodo sami sprejemali odločitve v poslovnem okolju. Zanimivo je tudi preverjanje znanja, saj le to ne sestoji samo iz izpita pri posameznem predmetu, temveč tudi iz seminarske naloge. Ko se danes ozrem nazaj, lahko z zagotovostjo trdim, da je največ znanja ostalo ravno iz seminarskih nalog. Pa ne gre samo za znanje. V današnjem svetu se pričakuje tudi odlično pisno komuniciranje. In ravno seminarske naloge so ključne za dosego tega cilja. Fakulteta daje velik poudarek tudi spremljanju študenta pri pisanju zaključne naloge. Zaključne naloge študentov, objavljene na spletnih straneh fakultete, govorijo o tem, da so se ti ljudje tekom študija razvili v eksperte na svojem področju. Študentje smo si seveda različni. Eni več potrebujejo mentorja, drugi manj. Spet lahko potrdim, da v fazi priprave magistrske naloge študent ni sam. Kolikor sem se jaz pogovarjal z ostalimi študenti, so v glavnem vsi zelo pohvalili profesorje, ki so se jih izbrali za mentorje. Vkolikor na strani študenta ni težav z motivacijo, potem se tudi zaključna naloga s pomočjo mentorja napiše tako, da je le ta v ponos tako študentu kot fakulteti.
Torej, to je bilo mnenje gospoda Darka Lavriča, spet kar nekaj iztočnic. Glejte, gospod dr. Steinbacher, seveda malo študentov pomeni tudi manj sredstev, ne? Ker vi imate šolnino. Več študentov pomeni več sredstev tudi, ne? Zdaj, kje je tista prava meja? A imate vi optimalno število študentov ali bi jih želeli več? Ja, v resnici se fakulteta torej financira s pomočjo donacij. Zdaj pretežno šolnine ne zadoščajo, torej če si predstavljate torej, 3 programe, skupaj imamo ta hip nekje 60 študentov na vseh 3 programih, je to nekje tretjina financ za zagotovitev delovanja, tako da preostanek je treba se pravi zbrati torej drugače. En del, torej, oziroma en izmed, torej, kako ne rečem, izmed stebrov aktivnosti je tudi raziskovalno delo, tako da tukaj je veliko prostora, torej posebej, če torej, privzamemo torej, okoliščine, torej, ki bi nekako utegnile postajati torej, raziskovalnemu torej, okolju malce bolj prijazne, torej, oziroma torej, prijavljanje ali pa uspešnost prijav torej, na razpisih, ki se torej, ponujajo preko Evropske komisije. Nekaj možnosti tukaj je. Zdaj, da se vrnem nazaj k vašemu torej, izhodišču oziroma k vprašanju financiranja. Želeli bi si nekoliko večjih skupin in se pravi tukaj na tem mestu že lahko nekako z eno pozitivno noto torej zaupam, da je torej zadnje leto torej bilo precej uspešnejše ali pa relativno uspešno, kar se vpisa tiče, tako da smo nekako prvi letnik dodiplomskega študija spravili torej čez se pravi, smo nekako okrepili vpis do te mere, da je razred zdaj poln. To pomeni in vpisnina na letnik je 1200 evrov za diplomski in 1900 evrov za magisterski študij, je tako? Ja, tako je. Se pravi, šolnine so izredno konkurenčne, torej to nam vsi povedo, tudi če primerjamo torej, z ostalimi plačljivimi programi, sorodnimi, manj sorodnimi v Sloveniji, torej 1200 evrov je za dodiplomski študij, 1900 za magisterski. Zdaj, nekako vzdržnost financiranja oziroma samostojnost financiranja je tudi eden izmed naših nekako motivacij, torej, oziroma torej, aktivnosti, ki jih torej nekako peljemo in tudi zahvaljujoč vaši oddaji, torej televiziji Exodus, torej morda pa tudi na ta način nekako skušamo priti bližje torej potencialnim študentom. In vpis je letos še mogoč, zdaj za to študijsko leto? Ja, vpis teče čisto enako kot na ostalih torej, visokošolskih programih. Izteče se torej konec septembra, zdaj smo torej zaključili prvo vpisno obdobje, čakamo na rezultate matur, ko bodo ti rezultati znani, bomo študente obvestili, oziroma torej tiste, ki so se k nam vpisali v prvi rundi, torej sprostili torej še preostala mesta, tako da in ponovno povabili k vpisu. Za zdaj kaže dobro, se pravi trend nekako okrepitve vpisa se nadaljuje, je pa res nekako, torej, da pa vendarle ostanemo v okvirih, torej majhnih okvirih oziroma relativno takšnih, ki nekako omogočajo zaseben kontakt, malo več te osebne interakcije med študentom in profesorjem, kakor je bilo prej slišati, torej pri obeh, torej Darku in Moniki, se pravi, je nekako ta meja postavljena za zdaj na 20 študentov na skupino. Tako da čez te meje nekako naj ne bi šli oziroma nekako ni ambicija vsaj na kratek rok oziroma srednji rok torej preseči torej teh števil, da nekako ostanemo torej konkurenčni v smislu tega, kar pravzaprav je ta hip naša velika specifika, torej biti majhna fakulteta, ki je torej zelo blizu študentom. Dobro, dr. Fink, vi seveda spremljate življenje v Sloveniji že vrsto let, čeprav ste se zdaj šele pred leti dokončno preselili nazaj v Slovenijo. Pa vendarle, mogoče komentar, na nek način malce političen komentar. Slišali smo v preteklosti že o tako imenovani žlahtni desnici, ne žlahtni. A je zdaj to ta intelektualna moč teh diplomantov pa doktorantov tega Katoliškega inštituta, je to zdaj tista žlahtna desnica, ki naj bi potem delovala v Sloveniji, ki naj bi živela tu in pač oblikovala ta javni kulturni prostor? Jaz bi to navezal na tisto vaše prvo vprašanje, oziroma morda moj odgovor na vaše vprašanje, da se pluralizira slovenski miselni prostor. Lahko
lahko je prostor univerze, visoke šole, navezan na to. Ampak ne nujno, kajti če človek gre včasih na podeželje, pa se sreča z ljudmi, ki nimajo fakultetne izobrazbe, visokošolske izobrazbe, pa odlično mislijo, pa rečeš, ja sej to je tisto, kar si mi želimo. To se pravi, kombinacija med, lahko bi rekli, eno zdravo pametjo, če hočete podeželsko, pa naj to ne zveni slabšalno, da nasprotno, jaz ravno to poudarjam in povzdigujem to zdravo pamet, ki se pa tudi na znanstven način realizira in izkazuje na visokih šolah. In to kombinacijo mi želimo vzpostaviti. In v tem je žlahtnost, po moje, žlahtnost, recimo plemenitost. Mi to plemenitost, to žlahtnost, mi to iščemo, ampak potem, kot sem že prej rekel, ko sem rekel, da sem bil na državni univerzi, pa sem imel pred seboj študente takih in drugačnih opcij, z vsemi smo se dobro razumeli, ker smo delali na podlagi poštenosti, odkritosti, bom rekel pravičnosti, v svojih 35 letih nisem nikoli dobil nobene zaušnice, bom rekel, kot profesor, da sem koga nepravilno ali pa krivično ocenjeval, ker sem bil enak do vseh. Tako da oprostite, to glede te žlahtnosti, take ali drugačne opcije. Kako vi gledate na pojav političnega aktivizma med študenti? Recimo, bili smo priča pred evropskimi volitvami, pač protestom in zasedbi neke fakultete za zahtevo po priznanju Palestine. Bi se to zgodilo na vaši fakulteti? Bi vi to podprli? Ljudje smo misleča bitja. Zdaj, tudi študent se razume in mi to pobujamo, kot profesori pobujamo, da študent misli, razmišlja. In nasprotno, mi mu pomagamo, da razmišlja. Zdaj, če kdo recimo v predavalnici pride z enim vprašanjem, takim konkretnim, zelo konkretnim, na dan, češ kaj jaz mislim, jaz povem svoje mnenje, ampak ima tudi on možnost, da pove svoje mnenje in kdo drug, da pove nasprotno mnenje. In jaz sem vedno pobujal to pluralnost v razredu, v predavalnici. Zdaj, če gremo konkretno na ta aktivizem, jaz bi rekel, da jaz osebno si tega aktivizma ne želim, ker potem to bi pomenilo, da uporabljamo študente kot neke vrste eno bojno orodje za neke namene, ki niso vedno čisti. Oziroma človek se včasih sprašuje, kaj je zadaj za tem. Da ima nekaj pravičnosti, pa da ima vsak protest nekaj resnice. Ja, normalno je to. Tudi če ne bi imelo, bi hoteli to prikazati, kot da je na podlagi resnice in zato potem to bolj sprejemljivo. Se mi zdi, da načelno študent, ni to naloga študenta, in tudi ne profesorja, tudi ne univerz, da se vključijo tako bi rekel radikalno v nek aktivizem. Na fakultetah skušamo, in to je smisel univerze, najprej pride do resnice. Ne do neke resnice, ki sem jo prej zareklo. Pride do resnice. Zdaj svede, resnica, potem se nekateri vprašajo, je resnic več, ne, resnica je samo ena. Ampak mi jo moramo iskati in skupaj iskati. Čeprav jaz mislim eno stvar, vi pa lahko mislite diametralno nasprotno. Ampak skupaj, ker se pogovarjava svobodno, bova prišla do tiste resnice, ki naj bi bila. Ne, da je to, kar vsakdo želi in vsakdo misli, da je resnica. Zdaj, in potem, ko smo prišli do resnice, potem moramo pa na tem delati in iz te resnice živeti. Pa če smo prišla do zaključka, ki je kontra meni, ja v redu, moram biti jaz, če sem pošten, sprejemljiv, da smo prišli do neke skupne točke.
To je važno. No, tule ste v studio prinesli 4 svoje knjige. Bom malce prevedla, ker so vse v španščini. Latinska Amerika in svet, varnost in vrednote, potem neenakost, socialna neenakost in država, postmoderna država in globalizacija in vlade, de facto, Ante, no to mi prevedite vi. Ja, vlade, bi rekel, vlade de facto politično in pravno. In politično in pravno. Iz političnega vidika in pravnega vidika. Ja, vi ste v bistvu, vaša tema so mednarodni odnosi. Ja, moja tema so mednarodni odnosi. Ja, no, zato vas zdaj sprašujem, pač veliko govorimo tudi o teh tujih univerzah in lahko zasledimo pojav tudi v Ameriki, še posebej, ko je šlo za te spopade in začetek teh spopadov v Palestini med Izraelom in Palestino, da so na ameriških univerzah bili zelo pro-palestinsko usmerjeni in celo dekani teh šol, dekanice so bile ženske, na vprašanje, ali gre na njihovih univerzah za antisemitizem, so rekle relativno odvisno. Ne? To je vzburilo veliko nemira, ne, veliko razburjanja. Kako vi gledate na te globalne, to je vprašanje za oba, pravzaprav na te globalne, tudi ameriške pojave, ki se dogajajo na njihovih univerzah? Gospod Steinbacher, recimo. Zelo dobra tema, v bistvu, morda za kako posebej jo dajo samo s tem fokusom, ampak je pomembno tole, tudi nekako v luči poslanstva, ki ga univerza torej, nekako ima v jedru, ne, spravi kot plemenita, res te omenim, torej plemenitost, ne, oziroma torej, žlahtnost. Ne. Zdaj, ena izmed teh žlahtnosti oziroma komponent žlahtnosti je tudi, se pravi, kapaciteta, sposobnost enega mladega misleca, da nekako zna brzdati svoje recimo temu revolucijo ali pa aktivistične ambicije, ker vsak na nek način v tej dobi odraščanja ima neke vrste potrebo po biti aktiven, torej nekako je ena ta motivacija, ki je naravna, torej mlademu razvijajočemu se človeku, oziroma ta neučakanost torej videti to, kar si v lastni percepciji zaznavaš kot pravično stanje, se pravi tudi v realizaciji, ampak zdaj in tukaj stopi potem univerza in potem da ta humus oziroma oplemeniti mladega, pa mu ponudi možnost plemenitenja sebe kot osebe, se pravi, da ne bo tega avantgardnega, revolucionarnega duha razvijal v smer torej fizičnega nasilja, ampak da bo to nekako to energijo, ki je nekako preusmeril oziroma jo uporabil. V nek razmislek. V razmislek, v to v poglobljeno razmišljanje o tem, kar je pravzaprav profesor Fink označil kot sledenje resnici. Doktor Fink, no, ker ste pač specialist za mednarodne odnose, vas mogoče vprašam še tole, ne? Zdaj ima Argentina novega predsednika Javiera Mileja, ki se pač šteje med libertarce, to je neka struja, ne, liberalnih strank, in takole pravi on, zdaj ga navajam: nikoli ne sprejemajte ideologije socializma, da treba je bojevati kulturno vojno vsak dan posebej, ne, ker socialisti nimajo težav z vstopom v državo in uporabo Gramscijevih tehnik zapeljevanja umetnikov, kulture, medijev in tako naprej. Kaj vi mislite o tej tezi, te kulturne vojne, marksistične kulturne vojne, ki zdaj prešla seveda ne na ulico, z ulice in revolucije v te mehke teme, mehka okolja kulture, medijev? Je to velika pretnja za demokracijo ali ni omembe vredna? Zanimive te zadnje besede, pretnja za demokracijo. Naj najprej povem v zvezi s vprašanjem gospodu dekanu, da, veste, jaz, ko sem bil mlad, nisem bil revolucionar. Sem pa revolucionar danes, ko sem starejši. Jaz se počutim danes revolucionarja, ampak seveda čist na drug način, kot pa se to lahko sliši iz vidika poulične aktivnosti. Seveda ne bom jaz šel na ceste in res ne bom šel. Ampak mislim pa si, da smo danes ljudje poklicani, da res dodajamo svetu in dodajamo tej
plemenitost, oziroma dodajamo svetu nekaj plemenitosti. A ne de? In ta plemenitost, hočeš, nočeš, mora biti do neke mere revolucionarna, ker če ne spreminjamo. Revolucija je ravno v tem, da obračaš. Smisel besede revolucija prihaja pač iz... Ampak ne na silo ali na silo? Ampak ne na silo, seveda ne. Ne na silo. Gre pa povsod za vrednote. Prej ste vi omenili, no zdaj pa k vašemu vprašanju glede argentinskega predsednika. Ja, on pravi, da je libertarec. To je pravzaprav tudi v drugih jezikih ena čudna beseda, kajti seveda vedno vsi izhajajo iz svobode. Mislim, ne vem, kdo je že bil iz francoske revolucije, ki je rekel, joj, svoboda, koliko kri je bilo pretečene pod tvojim imenom. Bodi vse za svobodo. Ne? Zdaj pa, pravilno, ne? To je jedro človekovega delovanja, človekovega nehanja, ne? v družbi. Ne? Ampak zdaj, kaj pod to besedo, pod to plemenito, vse plemenito besedo razumemo in kako to svobodo najprej izvajamo oziroma kako potem tudi do svobode, družbene svobode pridemo. Ne? Zdaj, ta predsednik, on pravi, da je libertarec, libertas, libertatis, pač latinsko, seveda, ne? Liberalizem se je začel, poglejte, zanimivo je to, koliko je danes, bom rekel, nekih različnih liberalizmov. Liberalizem se je začel kot v bistvu, v jedru, nekaj revolucionarnega. Potem bi pa kdo rekel, kako se danes liberalci so vendar desničari, ker so kapitalisti pa taki, a ne da? Pa jih pošljemo na desno, liberalce. Ja ne, ampak imamo liberalce danes recimo v Evropski uniji, v Evropskem parlamentu, je ALDE, ki imate nekatere ideje, ki jih noter zastopajo, ki ne bi rekel, da so desničarske. In tudi koalicije delajo z levičarji, prej kot z desničarji. Ja, ampak ali je ta kulturni marksizem, če se vrnemo k temu, je to pretnja za demokracijo? Gre za to, da je ta gramševski, ta infiltracija marksizma v vse te pore družbe, je to neka pretnja ali ne? Zame je pretnja in zelo prefinjen način, kako se demokracijo lahko prizadeva in dejansko izvotli. Kajti Gramscijev model je temeljil na vrednotah. Ne? Vsi ljudje delamo, živimo na podlagi vrednot. Potem, seveda, tukaj, to je zdaj grozna tema, kajti kaj je prava vrednota? Ne? In kaj je prava vrednota zame, pa kaj je prava vrednota lahko za vas, pa zanj. O tem se more, no, vidite, pa je spet to področje univerz. Skratka, če so vrednote res tisto, kar morajo biti, potem se bomo lahko zedinili. Če pa ne, bo pa zelo komplicirano, ker eden bo rekel, zame vrednote to, pa bo šel v eno smer, drug pa popolnoma v nasprotno in potem se bosta oba med seboj sprla in torčila in je to res prava pretna demokracija, ker demokracija je pa pravzaprav, jaz pravim, da je demokracija sistem vrednot, pa sistem kreposti. Demokracija ni končna v tem, da grem vsake 4 leta ali pa 6 let ali pa 5 ali pa kakor je pač mandat nekam v eno skrinico vložite papirček. To je ta mala. Sveda mora tudi to biti. Ne? Svoboda je svoboda tistega, ki misli drugače. Točno, to je Rosa Luxemburg rekla. Ne? In seveda je demokracija tudi, da pustimo govoriti nekomu, ki ga ne maramo, da govori tisto, s čimer se mi ne strinjamo. Točno. To bi mogoče bila neka ideja, definicija. Ampak vendar, gospod Steinbacher, tole me zanima. Ne? Mi precej opletamo s temi oznakami. Kapitalizem, desničari, fašisti, ne vem kaj vse, ekstremni desničari ali karkoli. Mislim, ali bi morali na novo definirati te pojme. Kadar je govora o levici, nikoli ne slišimo niti po medijih, ne od politikov, o ekstremni levici, ne o komunizmu, to je vse nekje megleno. Kaj vi mislite o tem?
Ja, se pravi, prvo, kar bi morda na to vašo ugotovitev, s katero se v resnici strinjam, torej povedal, je pravzaprav, da je prišlo zdaj v vmesnem obdobju od začetka vseh teh idej o svobodi, o katerih je prej bilo govora, torej tako, pa ne samo s francosko revolucijo, ampak tudi že prej, ne? Tako da in v nastavkih oziroma teh kulturnih temeljih, ki so prišli nekako z vznikom krščanstva, ne, tukaj posebej v prostoru, kjer smo mi, ne, prisotni. Torej, kaj se je zgodilo vmes? Se pravi, zdaj politika je vmes postala izredno vplivna. Ne, zdaj, na nek način je na enem ta geneza razvoja političnih idej dobivala oziroma postajala vse bolj kot ene vrste boj za oblast. In zdaj v tem boju za oblast je torej nekako očitno ena strategija, ki rodi rezultat, torej strategija naslavljanja negativnih čustev pri ljudeh, se pravi vzbujanja strahu pri ljudeh. In ta je seveda odmik stran od tega humusa, o katerem smo prej govorili, od žlahtnosti idej, o izmenjavi, torej biti sposoben umiriti svoje te strasti, nekako znati, torej se vzroditi kot človeka, ki je nekako pripravljen sprejeti drugačnost mnenja, ne? Se pravi in plodno sobivati v takem okolju. No in zdaj, jaz bi to potrebo torej, oziroma to stanje, torej, v katerem smo danes, ker imamo v resnici je ta občutek prisoten, oziroma tudi z vidika recimo raziskovalca družbenih razmerij lahko to nekako tudi malce bolj tako teoretsko podkrepi človeka, ne? Je torej zaznava o tem, da je pravzaprav torej političen prostor postal kot neke vrste arena, kjer se spopada. Ampak kjer se ne spopada z idejami, ampak se spopada torej tudi fizično, vidimo tudi z atentati in z orožjem, ne samo z jezikom več, ampak tudi že na ulici, že s temi zavzemi univerz, o katerih ste prej vprašali, ne? Torej, ki so torej nekako in ta način torej ni, oziroma priča pa neke vrste torej poti, po kateri je šla torej naša civilizacija, vsaj na področju političnega, dajmo reči politične kulture. Zdaj, je bilo treba, in to je v bistvu dolžnost torej raziskovalcev, da nekako te termine vse skozi nekako, ali pa da to orodjarno, torej politične teorije nekako posodabljamo, če temu tako rečemo, ampak mora pa odražati stvarnost. In zdaj, če stvarnost diktira, da je torej prišlo do neke vrste nejasnosti v rabi, je treba bodisi na novo vse definirati in postaviti, torej predlagati nek nov način rabe, bodisi pa prosto to stanje opredeliti kot neko ravnovesno ali pa potencialno ravnovesno stanje, v katerega se družba lahko razvije in nekako iz teh konceptov na novo, torej morda pretekle koncepte nekako v novi luči osvetliti. Tako da več možnih poti je, kako tukaj naprej. Vsekakor se pa z vami strinjam, da je ena velika zmešnjava. Zdaj smo, torej danes najbrž smo midva, a sva skrajna desničarja, Andrej, a kako sva zdaj v današnji oddaji pri gospe Vidi? A veste kaj, gospod dekan, lahko bi bila midva tudi skrajna levičarja. Ali pa skrajna levičarja, iz kakšnega vidika. V kakšnem drugem kontekstu. Ja, v kakšnem drugem kontekstu, odvisno. Ker jaz, če recimo izhajam oprostite, sem uskočil zdaj. V redu, izvolite, gospod. Ampak recimo, če smo tlele govorimo v sklopu katoliškega inštituta pa teh katoliških idej. Ja, sej papeževa okrožnica Rerum Novarum leta 1891 leta je ravno skušala postavljati neko ravnotežje med, danes bi rekli, tedaj se niso tako izražali, ampak med tako imenovanimi desničarskimi ideologijami in levičarskimi. In je ravno ta okrožnica Rerum Novarum leta 1891 leta, kot rečeno, papeža Leona XIII. Hotela postaviti neke pametne, bom rekel, in pravične družbene parametre. Ne? In to ponavljam, to že 130 let od tega. Potem seveda, v letih 30, leta 31 je katoliška cerkev že obsodila fašizem. 6 let kasneje pa obsodila nacizem in tudi komunizem. To se pravi, gre za neko iskanje nekega ravnotežja med ekstremi. In zato sem prej rekel, v nekaterih stvareh bi lahko bila malo na eno stran, v nekaterih drugih pa na ono. Poglejte, že pred nekaj leti je Tony Blair, ta angleški, je bil sicer laborist,
laborist, to se pravi, bi rekel, britanski socialist, ampak se vemo, britanski laboristi so zelo eni posebni socialisti, se tudi to danes vidi, ko je bil tale novi premijer izvoljen, ki pravijo, da ni tako, da morda prej malo bolj na desno kot na levo. Dobro, Velika Britanija ima v osnovi še feudalizem, če smo čisto odkriti. Ampak zdaj eno vprašanje za vas, doktor Fink. Lejte, pred časom je bila 70. obletnica slovenske kulturne akcije, ki je bila ustanovljena v času komunističnega enoumja, prav v Argentini. Zdaj vprašanje za vaju oba pa je, recimo, če se seveda strinjamo s to mislijo in trditvijo, da je mogoče slovenski politični in intelektualni prostor malce ozek, mogoče včasih majčkom bolj v levo zasukan kot v desno, je vprašanje naslednje, ali bi potrebovali mogoče neko slovensko kulturno akcijo, ki bi, glede na to, da ste katoliški inštitut, tudi bolj večala pomen katolištva v Sloveniji, kajti zdi se tudi, da tudi katolištvo mogoče v vsej Evropi malce izgublja na pomenu. Kaj vi dva mislite o tem? Iz vidika pluralnosti bi rekel, da bi bilo to zaželeti. Ja. Ampak pravim pluralnosti, to se pravi, da tle ne bi kdo razumel, češ pač iz Argentine zato si nujno kontra nekomu ali nečem, nekim ljudem ali pa neki miselnosti. Ne gre za to, pač tudi tam je bila kulturna akcija zelo pluralna. Čeprav je bila seveda brez totalitarizmov, seveda brez totalitarnih ideologij, tam pa ni, skoraj bi rekel, da tam ni pardona, tam nimamo kakšnih posebnih možnosti. Pač Evropa je obsodila vse tri totalitarizme in če ne zaidemo v te ekstreme, v te totalitarne miselnosti, potem je v teh mejah zaželena, pa še kako, ta pluralnost. In te pluralnosti, kot sem že prej rekel, si jaz v Sloveniji želim več. Ali potrebujemo neko kulturno akcijo, da tako rečem? Kulturni boj? Zdaj ste mi rekli kulturno akcijo, recimo akcija, da ne bo čudno zvenelo, akcija tle zveni. No, ampak to je bilo ime, slovenska kulturna akcija je bilo. Zdaj beseda akcija zveni zelo trgovsko, pač popusti, to je nekaj drugega. Ampak pač ta dinamika, ta kulturna aktivnost, ki je še kako zaželena, tudi iz vidika tega, kar ste prej rekli, namreč glede Gramscijevstva, pa glede vrednot, to širjenje. Ker tam je veliko akcije, tu na tej strani je pa praktično ni, ne? Treba bi bilo, in to bi bilo zaželeti, da bi bilo veliko akcije na področju vrednot in da bi ljudje malo bolj razmišljali, katere so tiste vrednote, ki res bogatijo in plemenitijo našo slovensko družbo. Predvsem zdaj, ko se to lahko dela. Prej se tega ni smelo. Dobro. Doktor Steinbacher, Katoliški inštitut, je to njegova vloga? Ja, točno to je ena izmed poslanstev, ki ga čutimo tudi na fakulteti oziroma na inštitutu, upam tudi univerzi nekoč. Biti proaktiven člen oziroma prispevati k pluralizaciji intelektualnega okolja, kot je bilo že v štartu današnje oddaje rečeno, in praktična implementacija tega je pa pravzaprav to, o čemer zdaj debatiramo, se pravi kulturna akcija, če jo tako imenujemo, ne kulturni popust, ampak aktivnost, kulturna aktivnost, biti prisoten, organizirati dogodke, se pravi ponujati svoje stališča, biti kulturen, dovolj jasen, odločen, ampak kulturen sogovornik, tako da dobiš nekako zaupanje slušateljev, da se nekako to ena plodna razprava nekako rodi, in potem to nekako ta humus, v katerem vse skozi nekako ga imamo v ozadju današnjega pogovora, nekako rodi, se pravi, zdaj posaditi seme, sicer v zelo plodna tla, pa ne skrbeti za tole, za razvoj je tudi ne bo rodilo. Ampak akcija za katolištvo ali ne? Akcija kar tako? Ne kar tako, ampak akcija na vprašanja, ki so zmeri aktualne, na vsakič znova aktualne tematike. Se pravi, veliko tega zmeri je potreba po eni razpravi, vse skozi je ta potreba prisotna. Tako da ne samo v duši, ker okrepitev katolištva, oziroma če tako rečemo malce abstraktne ideje, ki so, ali pa misel, vrednote, ki so nekako plodne vrednote, ki so koristne vrednote, bojo preživele te naše vsakodnevne razprtije. Ker
to so pravzaprav plemenite vrednote, ki so, oziroma to je pravzaprav ta izvorna plemenitost, ne, se pravi v zmožnosti neke vrednote, da preživi in katolištvo je preživelo že tisočletja, tako da mi smo samo en postanek tukaj zdaj danes, ne, oziroma v tem obdobju, v katerem živimo in ne bomo mi, torej nimamo moči, da bi pravzaprav izkorenili te vrednote. Tako da treba je skrbeti, da se nekako debata razvija v smer, ki nekako te vrednote, ki so nam pravzaprav v zibko položene, torej neguje, krepi in potem bo vznik katolištva oziroma to preživetvena moč, ki jo katolištvo ima, pravzaprav živelo dalje. Tako da, Doktor Fink, zadnja beseda. Ne maram imeti zadnje besede, ampak bi rekel, ravno v tej zvezi, ne, pa v zvezi z vašim vprašanjem, to katolištvo nekako ste vi o tem ste vi kdo se danes bori za katolištvo? Cerkev ali kdo? Da ne bi zgledalo, kajti nekateri tako razumejo, češ da je katolištvo zdaj pa nekaj zadrtega, nekaj srednjeveškega, zablokiranega in če greš ti recimo na katoliški inštitut, to imamo včasih kakšne odzive, očitke od ljudi, ki ne poznajo o teh stvarih. Češ, zdaj greš pa na teološko fakulteto, zdaj boš pa ti mogel hoditi vsak dan ali pa vsak teden nekaj k maši, pa to nima nobene zveze. Kajti katolištvo, ravno že beseda sama prihaja iz grščine in pomeni univerzalnost. In mi hočemo biti univerzalni dvakrat, univerzalni zato, ker smo univerza, čeprav še formalno nismo, ampak to je naš duh, ne? In to univerzalnost, to se pravi, to je nekaj, kar pritiče vsem, če si veren, če nisi veren, če si ene vere, če si druge. Dejansko imamo enega študenta, ki je musliman in se popolnoma z njim pač sploh ni treba tega omeniti, da se dobro razumemo, odlično se razumemo, prijateljujemo se pač res se dobro razumemo. Torej, prvič smo univerzalni na ta način, drugič smo pa še univerzalni tudi zato, ker smo katoliški. To se pravi, beseda katolištvo ne sme zveneti kot nekaj zadrtega in nekaj, kar bo zdaj kar bo omejevalo tebi polet tvoje misli in tvojega čutenja in delovanja. Dobro, pri koncu smo mogoče dr. Steinbacher še zaključno besedo, vi ste le dekan, kaj bi rekli na poti novega študijskega leta? Vse študente, torej tiste, ki se boste odločili, oziroma mlade, ki zdaj se še odločate za študij, torej sprejemate v resnici pomembno odločitev, torej študije vzemite ga kot odgovornost, kot nekaj, kar bo pravzaprav ena podlaga, temelj za vaše ustvarjanje oziroma za vašo blaginjo, ki jo boste nekako tekom življenja ustvarili, torej imejte večjo sliko pred očmi. Zdaj, kolikor menite, da vam lahko Katoliški inštitut oziroma Fakulteta za pravo in ekonomijo pri tem pomaga pri vaši karierni poti, torej da vas nekako skušamo opremiti po naših najboljših močeh, torej kot ste lahko tudi slišali od naše diplomantke Monike in magistranta Darka, imamo neke možnosti za to, torej se zelo prizadevamo za kvalitetni študij, da se pri nas počutite dobro, oziroma da se študentje pri nas počutijo dobro, sprejeto, torej kot osebe, ne kot številke. Potem ste vabljeni, da se nam pridružite, vpis je seveda še mogoč. Roki so pa objavljeni na spletnih straneh oziroma standardni roki, kot to veljajo za vse visokošolske zavode pri nas. Dobro, spoštovana gospoda, iz vaših ust v božje ušesa, bi lahko zaključili. Dr. Steinbacher, dr. Fink, najlepša hvala za vajine komentarje. Spoštovane gledalke in gledalci, vam pa hvala za pozornost. Nasvidenje.